Lep pozdrav in dobrodošli v še enem videu, kjer raziskujemo kriptoprojekte, kakšna investicija dejansko so. In tokrat se je na tapeti znašel Ondo oziroma Ondo Finance. Pa dajmo si na hitro pogledati, kaj ta projekt dejansko je. Imam tukaj že sestavljen opis. Ondo Finance je inovativni kriptoprojekt, ki se osredotoča na zagotavljanje rešitev za decentralizirano financiranje, torej DeFi. Njegov glavni cilj je ustvariti dostop do stabilnih donosov s tokenizacijo tradicionalnih finančnih sredstev, kot so obveznice in denarni trgi, ter jih integrirati v svet veriženja blokov. Platforma ponuja uporabnikom možnost varnega investiranja in ustvarjanja prihodkov na način, ki združuje tradicionalne finance z inovacijami kriptosveta. Ondo Finance omogoča podjetjem in vlagateljem enostaven dostop do strukturiranih finančnih produktov, s čimer širi uporabo DeFi na institucionalni ravni. Projekt stavi na preglednost, učinkovitost in trajnost, zaradi česar postaja privlačna izbira tako za posameznike kot za velike vlagatelje, ki želijo izkoristiti prednosti digitalizacije financ. Ja, in če si pogledamo njihovo spletno stran, vidimo takoj tukaj, da se gre za DeFi. Moram reči tudi, da imajo kar lepo spletno stran, lepo vse obrazloženo. Ampak, ko sem šel na belo knjigo oziroma na white paper, moram reči, da sem bil kar malček razočaran. Pričakoval sem več. Zdaj, običajno smo že navajeni, da ob kliku na belo knjigo oziroma white paper pridemo kar na dokumentacijo. Ampak ta dokumentacija se meni zdi kar malček pomanjkljiva. Imamo kar malo stvari tukaj na strani. Zelo je na kratko vse obrazloženo. Mislim, moram priznati, pričakoval sem več. Tako da za prvi segment, kjer pregledujemo projekt, sam projekt in pa seveda belo knjigo in vpliv na industrijo, dobijo 13 točk od vseh možnih 15. To je pa samo zaradi bele knjige. Naprej, drugi segment, imamo ekipa in podpora, kdo stoji za projektom in ali je projekt prejel že kakršnakoli sredstva. In tukaj si bomo pogledali kar na tejle spletni strani cryptorank.io. In za Ondo Finance stojita Nathan Alman in Justin Schmidt. Pa dajmo si pogledati najprej Nathana, koliko izkušenj ima že v ozadju. In kot sem jaz gledal tukaj, ima že kar precej blockchain izkušenj, še preden je pač ustanovil Ondo Finance. Prej je delal na Goldman Sachs, je tudi, kar se tiče decentraliziranih financ, že delal tam in blockchaina, pa Chain Street Capital, pa Prospect Capital Management. In tukaj imamo še Justina Schmidta. Tale, če se prav spomnim, ko sem gledal, je tudi delal na Goldman Sachsu. Očitno sta se takrat tudi spoznala, pa sta potem skupaj tole uredila. Tako da ja, znanje tukaj v ozadju vsekakor je. Zdaj pa da vidimo še fundraising, koliko so zbrali. In tukaj vidimo, da so zbrali semenskega kapitala 4 milijone, serija A 20 milijonov, vidimo Pantera Capital, Founders Fund, Coinbase Ventures, kar v redu, imena imajo, pa potem je tukaj ICO, CoinList in tukaj so zbrali 22 milijonov in IEO, kjer so zbrali na zadnje 40 tisoč
dolarjev. Ja, tako da so kar močna znana imena v ozadju za njimi. Tudi ekipa je zelo izkušena, tako da za ta drugi segment dobijo 15 od vseh možnih 15 točk. Naprej, tretji segment, blockchain in žeton. Zakaj uporabljajo blockchain, ali je uporabljanje blockchaina sploh upravičena in kakšna je vloga žetona. In ja, tukaj smo že takoj videli, da uporaba blockchaina je vsekakor upravičena in tudi žeton ima jasen mehanizem zajemanja. Tako da za ta segment dobijo 10 od vseh možnih 10 točk. Naprej. Imamo napredek in cilji. Zdaj, tukaj imajo oni svoj blog, preko katerega obveščajo, kaj se kaj dogaja, ampak tudi tukaj moram reči, da sem bil kar malček razočaran. To je ta zadnja objava, ki je bila objavljena 12. marca 2024. Torej, kmalu bo zdaj že eno leto od ta zadnje objave. Tako da to ni ravno najboljše, zato za ta segment napredek in cilji dobijo več točk. Naprej, peti segment, imamo tehnično analizo, pa si jo bomo ogledali kar tukajle na cryptorank.io, kjer imamo tale graf, samo da odstranim to reklamo. In vidimo, da je kar mlad projekt. Dajmo si zdaj še RSI dati, tako da imamo en indikator. In ja, lih pred kratkim, kdaj je bilo to? 19. decembra smo mi v bistvu dosegli all time high, tako da trend imamo navzgor, kar je super, torej pozitiven trend. Volumen in likvidnost na menjalnicah, tukaj lahko vidimo, da imajo tudi kar lep, visok volumen na uglednih menjalnicah, kar je v redu. Dajmo si zdaj še pogledati, kar se RSI-ja tiče. Zdaj, kar se RSI-ja tiče, so malček mešani signali. Zdaj imamo eno skrito bikovsko divergenco, ki lahko namiguje na nadaljevanje rasti. Tukaj imamo dno in pa višje dno v gibanju cene. Medtem ko tukaj pri RSI pa imamo dno in pa dno na isti višini. Ampak zdaj v kratkem, bo treba malček paziti tukaj, zdaj v kratkem smo naredili tudi skrito medvedjo divergenco, pri temole pacu. Naredili smo vrh in pa nižji vrh v gibanju cene, medtem ko RSI je pa tukaj, vidite, naredil vrh in pa malček višji vrh. Tako da bo treba malček paziti. Vprašanje je, če smo tukaj mi naredili najnižje dno. Tako da to bo vsekakor za spremljati. Za peti segment tehnične analize tako dobijo 13 točk od vseh možnih 15. To pa samo zaradi trenutno, pravim trenutno, tehle mešanih signalov tukaj. In naprej je šesti segment, to je sentiment, kakšne skupnosti imajo in kakšna je adopcija uporabnikov. Pa pojdimo tukaj kar nazaj na njihovo spletno stran. Vidimo, da imajo tukajle od zgoraj povezave na X ali bivši Twitter in imajo kar 96.000 sledilcev, kar se mi zdi super, sicer smo vajeni na še vedno kar več, ampak to je v bistvu kar super številka. In potem imamo tukajle še Discord, da vidimo koliko. Tukaj imajo 47.000 sledilcev in pa Telegram, da vidimo, imajo 31.000 sledilcev, tako da številke se mi zdijo tukajle kar v redu. Zdaj, kar se tiče same adopcije, je pa tukaj pač treba upoštevati. To je še vedno zelo mlad projekt, tako da ja, je nekaj adopcije, ampak ni še tako razširjeno, tako da morajo še kar delati na tem naprej.
In na to imamo 7. segment, to je certik varnostno preverjanje. Tukaj se je pri marsikaterem projektu že zapletlo, ampak lahko vidimo, da ga imajo opravljenega. In to tudi zelo, zelo uspešno. Nimajo nobenih takih kritičnih napak, tukaj imajo le eno informacijsko, neko manjšo napako so očitno našli v kodi. Tudi leaderboard ocena je kar visoka, sodi med top 20%, kar se zdi super. Tako da za ta 7. segment dobi eden izmed redkih projektov, prej je bil samo tale PAX-G, no zdaj tudi ta dobi vseh 25 točk od vseh možnih 25, kar je super. In to potem tudi uvršča tale projekt, oziroma naj najprej povemo ceno. Ocena je 84 od 100, kar visoka ocena, kar tudi uvršča tale projekt med dobro, vendar lahko povzroči manjše pomisleke. Tako, to je tudi naša raziskava za Ondo Finance, kar napišite nam spodaj, kaj si mislite o njej. No, ponavadi mi za te raziskave gre precej več časa, na te videe jaz pridem že pripravljen. Dajte nam tudi kakšen všeček, če vam je bilo to všeč. Ne se pozabiti naročiti na naš kanal, da ne boste zamudili naslednjega videa. In seveda smo odprti tudi za vaša priporočila, če bi želeli morda, da pogledamo po tej lestvici kakšen kriptoprojekt, ki je vam recimo ljub. Tako da kar napišite od spodaj pod videom. Tako, zdaj pa vas še lepo pozdravljam. Imejte se fajn in se vidimo v naslednjem videu.